Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Domžalskega športnega parka, kjer se nogometaši ogrevajo za prvo tekmo 32. kroga slovenskega državnega prvenstva. Gre za krog, v katerem bi, če bo šlo vse po željah Celja, jasno že okronali novega prvaka, seveda pa bo imela tu veliko zapovedati tudi Olimpija, kjer je bil predvsem strani navijačev vedno zelo cenjen. Napad medtem za Radomljane, takoj za Šošića Kukovec. Šošić pred gol, tole je že priložnost, vroče je in na koncu Mihelak rešuje. Po 3 pomembne gole se je podpisal Dobrovoljcu, zdaj pa napaka, tu ni prekrška, Maroša ima priložnost, Maroša do strela in gol! 7. minuta, Mura prihaja do vodstva, takoj je zadišalo potem, da bo tu zelo nevarno za Emila Veliča, ki je bil povsem brez moči. Visok pritisk se je izplačal, napako si je privoščil Gnjatić, ki ni bil povsem pozoren na to, kaj se dogaja okrog njega. 8. zadetek pa ob zdaj že 5 asistencah v tej sezoni za Marošo. Kotrelj je tu ukradel žogo, ni storil prekrška. Že z leve znova pričakujemo podajo v srče kazenskega prostora. Ja, dobra podaja, nekaj težav za Veliča, ampak na koncu je odbil Moses, pa gleda proti njegovemu golu. Šošić in prečka v navezi obrambe, dvakrat se je stresla prečka, no potem pa vendarle zadetek. In do gola prihaja Uroš Korun. 1-1, mož, ki je rojen, kot kaže, za te pomembne trenutke Radomljanov. V prejšnji sezoni se je podpisal pod zadetek v končnici sezone, ko si je ekipa Radomelj teoretično zagotovila obstanek. Tule zdaj Šošić z prostega strela, Mihelak v prečko, pa potem še Moses v prečko. Zahtevali so prepovedan položaj gostje, ampak ni bilo dvignjene zastavice in na koncu z veliko sreče pa Posavac podaja pred gol. Kukovec je tu lahko nevaren, Kukovec je dobil skok, vendar slabo zaključil. Pa priložnost Malenšek in Mihelak na pravem mestu, vendar prepovedan položaj. Antolin je dobro prestregel podajo, Maroša, Čakš se ponuja, Maroša ga pošilja v ogenj, Čakš dal si je žogo mimo nasprotnika, Čakš 1-1 in gol! Kakšna menjava zdaj Tončija Žlogarja! Robert Čakš, 73. minuta po podaji Maroše in tule se lahko veselijo ob robu igrišča pri črno-belih. Čakš pa prihaja do novega zadetka, 4. v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Jasno je bil kar nekajkrat, 9-krat, če smo natančni, uspešen tudi v drugi ligi. V jesenskem delu takole pa je bilo hitro jasno, da bo zelo nevarno. Čakš pa mimo Dobrovoljca, potem je Velič nekoliko zastal, ni šel pravočasno z gola, da bi tule lahko preprečil najhuje zornega kota njegove ekipe, ki se je zdaj znova znašla v zaostanku. Dobrovoljc podaja proti Letaju in še enkrat Dobrovoljc. Ja, enkrat danes je že navdušil z vložkom v napadu, tule priložnost, dobra podaja. Daren Slavic, ni se išlo po vaših željah, boleč poraz v boju za obstanek. Kaj ste nekako videli na tekmi, ko ste imeli posest? V napadu pa morda premalo mirnosti, vsaj tako se mi je zdelo z roba igrišča, da bi lahko prišli na koncu še do drugega zadetka, ki bi zagotovil točko? Pa ja, danes smo delali predvsem tam, kjer smo želeli biti bolj mirni, smo delali preveč napak, teh tehničnih, preveč izgubenih žog, predvsem v sredini. Tako da konec koncev z tega smo dobili 2 zadetka, tako da v bistvu iz naših lastnih napak. Ja, zgoraj želja je bila prisotna, ampak
Ja, srečno čestitam Muri za zmago. Bili so srečnejši, pa odločni, pametnejši v teh trenutkih. Kakšen je bil načrt, še preden ste se znašli drugič v zaostanku, bolje vzeti točko ali ste imeli namen tvegati iti na vse tri? Smo imeli pripravljene menjave, kakih minuto pred tem že ni se šlo, da bi šli 100% na zmago. Takrat so zadeli z enega proti napada in takoj se vse psihološko spremeni, ampak probali smo, vsaj smo prišli do nekih strelov, ampak za danes je to bilo premalo. Še naprej se zazriva, kako zdaj dvigniti fante? Ja, mogli bomo reagirati, vemo vseeno, kakikoli bi danes bil rezultat, še vedno je upanje, želja, da se ostane v ligi, dokler bomo imeli to v svojih rokah, bomo maksimalno izkoristili. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Anton Žlogar, prišli ste do zmage, ki zagotavlja predvsem mir v hiši v luči pokalne tekme, da se boste lahko mirno pripravili, ampak ste pa zagotovo zadovoljni s tistim vstopom v tekmo, hitro ste prišli do vodilnega zadetka. Kaj potem morda v prvem polčasu ni bilo tako, kot ste si želeli in kaj je bilo v zaključku tekme tako, kot ste si želeli? Ja, mislim, da smo začeli dobro tekmo, agresivno na nasprotnikovi polovici, odvzeli žogo, dosegli zadetek, potem se podzavestno preveč povlekli, bili preveč pasivni, preveč tehničnih napak. Res, da igrišče bilo slabo za igro, ampak ogromno tehničnih napak in potem smo prejeli v bistvu iz prvega pravega strela na gol zadetek. V polčasu smo se pač dogovorili, kaj treba popraviti. Imeli smo pač tudi plan, da poskušamo na koncu, ciljno je bila tekmo zmagati, zato smo dali pol še drugega napadalca, kar se nam je obrestovalo. Na koncu, če potegne črto, mislim, da smo zasluženo zmagali, težko tekmo, čestitam fantom in predvsem je ta zmaga pomembna v luči samozavesti in samega prvenstva, ker sem od prvega dneva poudarjal, da moramo najprej gledati, da si zagotovimo obstanek, pač ta sezona je taka. Zdaj pa se lahko normalno naprej pripravljamo na pokalno tekmo. Ja, pokal pa dejali ste, zagotovljen obstanek, nekako zdaj, ko se gleda vseeno prednost že lepa, lahko pa se tudi približate boju za potem 5., 4. mesto, ko gledamo, kako sta zdaj Bravo in Koper v formi in imata medsebojno tekmo, zagotovo boste tudi na to pozorni. Ja, jaz tako gledam tekmo po tekmo. Obstanek bo, ko bo matematika, je dobro nam kaže, ampak matematično še nismo zagotovili in seveda osnovni cilj je, da osvojimo čim več točk do konca prvenstva, ampak naslednja zdaj tekma je pokalna in se moramo pač na to fokusirati, tako da so še 4 kola do konca, vsaj ena pokalna in želimo si, da bi imeli še 6 tekem do konca prvenstva. Če gledava zdaj še pokalno tekmo v luči te današnje nekaj rotacij, v katere ste bili prisiljeni, so se pa nekateri igralci prikazali v dobri luči, Kotrel tudi s pritiskom, takrat v 7. minuti poskrbel za zadetek. Kaj ste videli od fantov, ki morda v zadnjih tednih niso največ igrali? Jaz sem videl veliko željo, veliko voljo po temu, da se jim dokažejo in da so čakali to priložnost. Res, da smo v nekem obdobju imeli 9 poškodovanih, dosti od teh fantov je bilo tudi v tem obdobju poškodovanih, potem se je igralo na 3 dni. Vseh igralcev nimaš možnosti spoznati, nimaš možnosti organizirati prijateljskih tekem, tudi da jih vračaš. Danes smo, bom rekel, bili tudi prisiljeni, da je kaj po 7-8 mesecih moral odigrati 90 minut. In jaz jim čestitam in kot pravim, prvenstvo je vedno dolgo, vsak dobi priložnost in igrišče je pa najboljše merilo, da demantiraš ali pa potrdiš neke trenerjeve zamisli in sem vesel, da vsak je dobil priložnost danes, da je doprinesel svoj del k tej zmagi. Še čisto na kratko o sanski zamenjavi. Čak še vstopil, pa s praktično prvim resnim kontaktom žogo dosegel zadetek. Danes lahko slavite te vaše menjave, ne? Ja, včasih se ti posrečijo, včasih se ti ne posrečijo, bom rekel, mi si posrečijo v smislu, igralci, ki pridejo not, morajo tekmo obrniti ali pa dati na boljši nivo. Mislim, da to je danes smo uspeli in to je zelo pomembno in čestitam vsem fantom, ki so prišli not, ampak četrtek je že nova tekma, novo dokazovanje. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Uroš Korun, boleč poraz, videlo se je, koliko vam pomeni, kakšna želja je, predvsem v teh duelih na koncu, ko ste izgubljali živce. Dosegli ste sicer zadetek, ampak na koncu je bilo to premalo. Kako ste videli tekmo? Ja, danes smo za spremembo celo prvih par minut dobro šli v tekmo, pa vseeno iz ene napake prejeli zadetek.
Potem se vrnili, ampak nekako neko blokado. Oni v bistvu z 2 priložnosti, 2 gola, kar se nam ponavlja že nekaj časa. Mi težko prihajamo do gola, do priložnosti dobrih oziroma do zadetkov, tako da zelo boleč poraz, ampak ni veliko časa za obžalovanje, pač imamo še tekme, vse je še možno, tako da glave dvigniti in iti naprej. Kakšen blok imate igralci v glavah pri Radomljah, kajti v tej sezoni vselej, ko prejmete prvi zadetek na tekmi, s težavo prihajate do točk, 6 remijev, pa niti enega preobrata, edini v ligi? Ja, če bi vedel odgovor na to vprašanje, tega ne bi bilo, tako da nekako res vedno začnemo z -1, tako da potem je vedno težje. Zdaj 2krat smo se nekako vrnili v točke, ampak potrebujemo zmage, točka nam niti ne prinese veliko, tako da tako kot sem rekel, so še naslednje tekme, moramo se pobrati, ni druge in mogoče probati celo prvi zadeti. Najlepša hvala in srečo. Hvala. Kaj Cipot, najprej čestitke o povratku, koliko presenečenja morda prisotnega, da vas je danes trener uvrstil v začetno enajsterico ob vseh težavah, najverjetneje pa predvsem veselja? Pa ja, dosta smo se s trenerom pogovarjali, smo nekako sestavili, da bi bil načeloma dober povratek. Potem smo se odločili, ko bi bilo mogoče ta tekma prava. Ga sem tudi prav, ko se vredi počutim, mišica mi je vredi bila. Potem so me dali špilat, znal sem že prelej, sem se dobro pripravil, pa je bilo vredi, mislim. Hvala vam tudi za zmago, čestitke. Kako težko je bilo spremljati Muro v tej sezoni z roba igrišča, ko niste mogli pomagati svojim soigralcem, niste vajeni takšnih rezultatov, ne? Pa ja, meni osebno je bilo fejs težko spremljati Muro. Razumem, kakšna situacija je nastala, kakšna situacija smo imeli zdaj v ekipi, zdaj se počasi ekipa zdigavlja, se sestavljamo nazaj, pa pozitivno gledamo za naprej. Kako je stegenska mišica, koliko je še bolečin, kdaj bo kaj Cipot 100-odstoten? Pa bolečine so še vmes kakšne ob velikih naporah, kot čisto normalno, vrč sem pa 100% pripravljen, sem se dobro pripravil z kondicijskim trenerom Dejanom Novakom, ker jim je dosta pomagal, mislim, jim je zavipal in to je zdaj cilj bil, ko se vrnem. Mislim, ko mišica zdaj fejs vredi, dobro se počuti na igrišču, sem se zdaj dobro počutil, to mislim, ko je vse vredi. Najlepša hvala in srečno.